Živijo tukaj Valentin. Govoril bom o svobodni demokratični šoli. Vse bolj se spoznava, da trenutni šolski javni izobraževalni sistem ne zadostuje več potreb otrok in pričakovanj družbe, da je zastarel, okorel in da se prepočasi prilagaja novi družbeni paradigmi, predvsem informacijski revoluciji, informatiki, robotizaciji, avtomatizaciji. Predvsem pa je potrebno pripraviti otroke na prihodnost, ki bo precej drugačna, kajti zaradi hiperprodukcije izdelkov se ne potrebuje več po 8 ur na dan delati za tekočimi traki ali opravljati neka ponavljajoča se dolgočasna opravila. Problem šolskega sistema je to, da je zgrajen na osnovi industrijskega modela proizvodnje. Torej, otroci gredo v ta sistem kot neka vrsta surovina. Obravnavajo se v glavnem na datum proizvodnje, torej na datum rojstva. Večinoma glede na to, koliko je otrok star, v tisti razred se ga potem umesti. Seveda se upošteva tudi neke predispozicije, določene posebne potrebe, ampak ta sistem, ki nalaga eni sami učiteljici, da vzgaja in izobražuje precej veliko skupino otrok, tam v povprečju 25 otrok na eno osebo, ta razmerje je enostavno preveliko, kajti ugotovilo se je, da je maksimalna kapaciteta enega učitelja tam nekje 7 do 8 otrok, da se otroke kvalitetno izobrazi. Potem pa so še drugi moteči dejavniki v razredu in vse skupaj pripelje do zelo pomanjkljivega učnega uspeha, še posebej pa se povzroči precej travmatičnih izkušenj otrokom, ki jih potem zaznamujejo za celotno življenje. Ta sistem, kot ga imamo sedaj, predvsem otroke omejuje. Omejuje jih pri razvijanju njihovih potencialov, pri razvoju besedišča, pri samostojnem izobraževanju in proučevanju, kajti če nekateri otroci preveč izstopajo iz povprečja, povzročajo velike težave za učitelje, ker se jim morajo potem posebej prilagajati. Zaradi pojava informacijske tehnologije pa sedaj ni več potrebno, da en učitelj predava 25 ali 30 učencem, kajti ta tehnologija omogoča prenos informacij in znanja individualno, torej lahko otrok sam izbere svoj ritem izobraževanja. Predvsem pa ni potrebno, da se otrok uči tisto, kar se mu reče takrat, ko se to od njega zahteva, na takšen način in na tisti lokaciji, kot se to od njega zahteva. Otrok ima z to informacijsko tehnologijo veliko večje možnosti, da se izobrazi tako, kot je njemu najbolj v pogodu. Sicer pa niti ni potrebno
da se uporablja kaj dosti informacijske tehnologije, kajti otrok se lahko uči tudi preko knjig, preko pogovarjanja, preko druženja z sošolci. Lahko je tudi ta prenos znanja iz starejših vrstnikov na mlajše vrstnike. In kako se izobražuje na ta sistem, to zagotavlja princip oziroma model svobodnih demokratičnih šol. V Evropi je že precej teh svobodnih šol oziroma demokratičnih šol, ki so prav tako organizirane oblike izobraževanja, vendar pa ni združevanja otrok na datum proizvodnje oziroma na datum rojstva, ni te segregacije glede na leta, ni razredov, ni učiteljev, temveč je šola ena velika dnevna soba, objekt, kamor otroci sicer zjutraj pridejo in popoldne jih starši prevzamejo, toda nihče ne sili otroke, da bi se nekaj določenega učili. Otroci se sami odločajo, kje v objektu se bodo zadrževali, ali v objektu, ali izven, ali na vrtu, ali na travniku, kaj bodo tisti dan počeli, s kom se bodo družili, kaj se bodo učili, če se bodo kaj učili. Ugotovilo se je namreč, da največji efekt od tega, da otrok ohrani neko znanje dolgoročno, je to, da se otrok uči tisto, kar ga takrat zanima. In tudi odpade bojazen, da se otrok ne bi učil oziroma naučil tisto, kar potrebuje za neko uspešno življenje. Otroci, ki jim je dovoljeno, ki se jim zaupa odgovornost, da se bodo sami odločali, vsekakor tudi proučijo, kaj zunanji svet od njih pričakuje. Kakšno znanje morajo dokazati, če bodo hoteli potem študirati naprej na kakšno univerzo. Pred nekaj leti, oziroma lani, je bil v Sloveniji predavanje ravnatelja Svobodne demokratične šole Capriole iz Nemčije. To je ena izmed najstarejših svobodnih demokratičnih šol, ki je prvih 10 let delovala celo v ilegali. V Nemčiji je ta specifika, da je celo prepovedano šolanje otrok na domu. Pri nas je sicer to dovoljeno, ampak tako šolanje na domu predstavlja veliko dela za starše, ker morajo svoj čas in denar vlagati v to, da se potem svojim otrokom posvečajo, da so oni praktično učitelji za svoje otroke. Enak model, kot ga omogoča šolanje na domu, pa v obliki skupinskega izobraževanja predstavljajo te svobodne demokratične šole. In sedaj se je tudi ustanovila iniciativa za vzpostavitev prve slovenske demokratične šole. To je vsekakor model izobraževanja prihodnosti, ki je po meri vsakega otroka, ki upošteva njegovo individualnost in ki mu tudi omogoča, da se otrok razvije v neko samozavestno, odgovorno osebo. Več o tem modelu svobodnih demokratičnih šol si lahko preberete, če boste sledili povezavam v opisu tega videoposnetka. Naš inštitut za razvoj izobraževanja Mali genij iz Maribora pa kot podporo temu
novemu, odprtemu, boljšemu sistemu izobraževanja prinaša tudi inovativno učno tehnologijo, ki se imenuje TechnoTutor in zagotavlja optimalni razvoj otrokovih govornih in bralnih veščin, da se že od starosti 2 let naprej začne učiti abecede, graditi besedišče, da dobi točne in realne definicije besed, brez da bi se prenašali čustveni predsodki iz starejših oseb in staršev na otroke, tako da so potem otroci v odrasli dobi zmožni zdravorazumsko in uspešno komunicirati z ostalimi ter tudi seveda poskrbeti za sebe. Kajti učinkovito besedišče je temelj za to, da dosežeš karkoli v tem življenju. Da spoznaš, kako ta sistem deluje, da si zastaviš cilje in da jih tudi uspešno uresničuješ. In tudi povezave do te TechnoTutor učne tehnologije najdete v opisu tega videoposnetka. Torej, to so opcije, potenciali za izboljševanje našega izobraževalnega sistema in upam, da bo čim več ljudi to smer razvoja podprlo, da bomo omogočili našim prihodnjim generacijam čim bolj prijetno izobraževanje in vzgojo. Hvala za posluh in nasvidenje.